Radijska kateheza. Dober večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci ter prijazno dobrodošli v redni sobotni katehezi Zdravilna beseda po poti ozdravljenja s Svetim pismom. Začenjamo nov vsebinski sklop, ki danes govori o tem, kako nam Božja beseda in molitev pomagata preživeti težka obdobja. Danes bo na vrsti tematika nasilja v družini. To je težka tema, a kot pravijo številke in naše osebne izkušnje, je stisk in trpljenja v družinah kar veliko. In kar je pomembno, Bog ne želi nasilja. To vidimo že iz krvavega Kainovega umora Abla. Bog želi, da živimo v slogi in edinosti. A greh nam vse prevečkrat zaslepi oči, čustva in misli in zato sodelujemo z zlom in smo nasilni. Jezus pa nas uči, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji otroci. Z vami bom sestra Meta Potočnik, z menoj pa sta sodelavca programa Zdravilna beseda Melita Tomažin in Marko Ipavec. Dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Za začetek vaju vprašam, ali sta sama kdaj doživela kakšno obliko nasilja v družini ali pa sta o tem videla, slišala od sosedov ali znancev in vama je kot otroku, mladostniku morda ostalo nekje v spominu. Sem doživela in sicer nasilje nad otroci, ne v moji primarni družini, pač pa v sosedovi družini. In najhujša je ta izkušnja, ker so vsi ljudje se ozirali stran, nihče ni želel pristopiti, pomagati. V tem smislu jaz se v to ne bom vpletal, ker si bom sam nakopala težave. In bi želela z vami podeliti to izkušnjo, da jaz sem se pa vpletla in sem takrat mladoletno deklico rešila nasilne mame. Ne jaz kot jaz, ampak samo to, da sem do nje pristopila, ji povedala, kaj mora storiti, če bo doživljala nasilje, in deklica je v času, takrat, ko je mama jo v bistvu pretepala, se spomnila mojih besed in je bila potem premeščena v krizni center za mlade in kasneje tudi v rejniško družino. In ko sva se potem s to deklico čez nekaj let srečali, večkrat pove, da kako je bilo v bistvu to v pomoč te moje besede, ki sem jih izrekla, kaj mora storiti, in tudi to, da ona ne rabi trpeti, da ne rabi trpeti nasilja. In danes je ta deklica že gospa, ima svojo družino in kolikor vem, živi normalno življenje. Tako da bi na tem mestu pozvala vse, ki vidijo kakršnokoli nasilje, da res pomagajo, da se ne ozrejo pogled drugam, ampak da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se nasilje ustavi, posebej še nad mladoletnimi ali tudi kakršnimkoli drugim obliki nasilja. Ja, tako kot je že Melita povedala, tega nasilja, pa tudi kot si ti, Meta, že v uvodu, čeprav o tem še veliko premalo govorimo, mislim, da vsi vemo, da ga je v naši kulturi in družbi še veliko in da to ni v sosednjem mestu, sosednji ulici, ampak velikrat ali v naših domovih ali pa pri nekomu, ki ga poznamo. Jaz imam tudi veliko izkušenj, velikrat sem se s tem srečal. Mogoče samo to, da ne bi šel osebne zgodbe, ker se mi zdi tematika kar delikatna na nek način in je treba o njej tudi z eno veliko senzibilnostjo govoriti, ampak potrdil bi to, kar je rekla Melita. Učiti se moramo, da to ni normalno, da nikjer v Svetem pismu Božja beseda ne govori o tem, da bi bilo nasilje na kakršenkoli način upravičeno in da je treba o tem spregovoriti javno in se učiti tudi, ko zaznamo take primere, poiskati strokovno pomoč, odpirati te teme, tudi se naučiti, da je treba prijaviti včasih strokovnim službam in tudi konec koncev policiji in organom, ki se s tem ukvarjajo. Ker lahko, bom rekel, iz enih nedolžnih situacij, ki se nam zdijo nedolžne, pa niso,
z psihičnega nasilja, čustvenega, ki je včasih še bolj prikrito kot fizično, zadeve eskalirajo in postanejo lahko tudi smrtno nevarne. Nasilje torej v družini, Melita, kakšne oblike nasilja pa poznamo, kaj si lahko potem predstavljamo? Morda kdo kaj doživlja, pa misli, da pravzaprav ni nič hudega, ampak je. Najbolj poznano je po mojem mnenju fizično nasilje, tudi o tem se največ govori, ampak moramo se zavedati, da je še bolj nevarno psihično nasilje. To pomeni, da nekdo nekoga maltretira, da skuša imeti oblast nad njim, da dela samo tisto, kar druga oseba želi. In bi res želela, da so ljudje pozorni tudi na to vrstno nasilje, ker ni samo udarec tisti, ki povzroča bolečine, so tudi besede, ki imajo veliko hujši pomen, in poniževanje in zaničevanje. In res je treba pozornost tudi polagati na to vrstno nasilje. Prisluhnimo pa zdaj Anini zgodbi, materi preroka Samuela. Doživljala je svojevrstno nasilje strani svoje tekmice v takratni razširjeni družini izraelskega plemena, naroda. Bil je mož iz Ramatajm Cofima z Efraimskega pogorja. Ime mu je bilo Elkana, sin Jerohama, sinu Elihuja, sinu Tohuja, sinu Cufa, Efratejec. Imel je 2 ženi, eni je bilo ime Ana, drugi je bilo ime Penina. Penina je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta moliti in darovati Gospodu nad vojskami v Šilu. Tam sta bila Gospodova duhovnika, 2 Elijeva sinova, Hofni in Pinhas. Bil je dan, ko je Elkana daroval, in dal je deleže svoji ženi Penini in vsem njenim sinovom in hčeram. Ani pa je žalosten dal le en delež, čeprav je Ano ljubil, a Gospod je zaprl njeno naročje. Njena tekmica pa jo je tudi nenehno žalila, da bi jo dražila, kajti Gospod je zaprl njeno naročje. Tako se je dogajalo leto za letom. Kadarkoli je prišla k Gospodovi hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni jedla. Njen mož Elkana pa ji je govoril: Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je tvoje srce žalostno? Ali ti nisem jaz boljši kot 10 sinov? Tako, Ana, slišali smo o njej, kaj se je zgodilo, Melita, kakšno nasilje pa je preživljala. Ja, tukaj iz tega odlomka je jasno razvidno, da gre za čustveno nasilje. To pomeni, da čustveno nasilje je prisotno takrat, ko oseba želi žrtev ustrahovati in jo osamiti od drugih. V tem odlomku vidimo, da je Penina žalila Ano, leto za letom jo sramotila in v bistvu to ponavljala dan za dnem. In Ana je zaradi tega postajala depresivna, je jokala, ni mogla več spati, jesti nič. In vsi vemo, da kam lahko takšno stanje, če to oseba dolgoročno trpi, pripelje tudi v konec, recimo, ki ga želi potem oseba storiti, če v sebi nima dovolj moči in vire. Tako, zdaj smo nekaj primerov sami povedali, v Svetem pismu tudi našli primere nasilja in je čas, da molimo za žrtve nasilja, tiste, ki jih poznamo, ali če smo sami, naj nam dobri Bog stoji ob strani in tudi pošlje dobre ljudi, tako kot si prej, Melita, ti opisala, prosim. Molitev za žrtve nasilja v družini. Dobri in usmiljeni Bog, pred teboj stojimo s srcem Ane, ki je v bolečini prenašala zasramovanje, posmeh in poniževanje. Njene solze niso bile preslišane, njen krik ni ostal neopažen. Ti si videl njeno rano in jo napolnil z upanjem. Danes pred tebe prinašamo vse, ki v svojih domovih ne doživljajo varnosti, temveč strah. Vse, ki jih bolijo besede, bolj kot udarci. Vse, ki so tarča posmeha, žalitev, poniževanja in čustvenega nasilja. Vse, ki se počutijo nevredne, krive, utišane in same.
Gospod, ti poznaš njihovo tišino, njihove neizgovorjene krike, njihovo nočno jokanje, njihovo vprašanje. Zakaj ravno jaz? Bodi jim bližina, ko mislijo, da so zapuščeni. Bodi jim moč, ko jim je zmanjkalo poguma. Bodi jim glas, ko ne zmorejo več govoriti. Bodi jim zavetje, ko dom ni več varen. Ozdravi njihove rane, tiste, ki jih drugi ne vidijo, a krvavijo globoko v srcu. Podari jim dostojanstvo, ki jim je bilo odvzeto. Podari jim upanje, ki ga nasilje skuša uničiti. Gospod, uči nas, da ne molčimo ob krivici, da ne obračamo pogleda stran, da znamo prisluhniti, zaščititi in stati ob strani tistim, ki trpijo. Naj vsi, ki danes poslušajo to molitev, začutijo, da niso sami. Naj vedo, da si ti Bog, ki vidi, Bog, ki sliši, Bog, ki ne zapušča, Bog, ki je blizu strtemu srcu. Kakor si Ano dvignil iz sramote, dvigni tudi vse, ki nosijo breme nasilja. Napolni njihovo temo s svojo lučjo in njihovo bolečino s svojo tolažbo. Amen. Marko, res je, da ima vsaka družina občasne konflikte, prepire, nesoglasja, temu se ne moremo izogniti in večina družin to uspešno rešuje s pogovorom, odpuščanjem. Kdaj pa lahko rečemo, da pa gre za nasilje v družini, za nek začaran krog nasilja, ki ni samo en osamljen konflikt? Ja, kot si rekla, Meta, vsaka družina se kdaj znajde v konfliktu. To je, bi rekel, tudi celo normalno, da se brusimo, izmenjamo različna mnenja, tudi napetosti se velikokrat pojavijo. Ampak tako, kadar odnos zaznamuje pa nek ponavljajoč se vzorec, kjer prepoznamo nadzorovanje, poniževanje, manipulacije, pa tudi na koncu fizično nasilje, potem ne moremo več govoriti le o nesporazumih, ne? Temveč lahko že spregovorimo, da je to nasilje. Tak odnos se pogosto odvija v nekem bolečem, začaranem krogu, ki bi ga lahko opisali takole. Najprej narašča neka napetost, potem pride do izbruha nasilja, nato sledi obdobje pomiritve, potem pa velikokrat pride do praznih obljub in navideznega miru. In ta krog se ponovno odvija in se znova začne in znova. In to je ta začaran krog. S časoma se potem lahko zgodi, da se žrtev čuti ujeto in tudi notranje oslabljeno. Tako da začne živeti predvsem za trenutke sprave, da se bo odnos vendarle spremenil. Zato ni redko, da se tudi po odhodu vrne, ne zaradi šibkosti, lastne šibkosti, temveč zaradi globoke čustvene navezanosti, strahu ali pa tudi upanja na spremembo. Tako iz tega lahko bolje razumemo, zakaj nekateri ne zapustijo tistega, ki jih muči, izvaja nasilje nad njimi. Za nas, ki nas poslušate, pa je zdaj na vrsti preprosta vaja. Prebrali bomo 6 trditev in pri vsaki vi sami pomislite, ali se z njo strinjate ali pa ne. Prva trditev pravi: nasilje znotraj doma je osebna stvar družine. Ta trditev nikakor ne drži, ne. To je greh in je tudi kaznivo dejanje. Greh moramo nasloviti, prinesti k luči, sicer nas zagreni in se razraste. V večini držav je nasilje v družini zločin. Zato je tudi Cerkev pozvana, da zaščiti ljudi, ki so zlorabljeni in nemočni. To ravnanje moramo tudi ustrezno nasloviti s pomočjo strokovnih služb in, kadar je to potrebno, tudi z ustrezno prijavo. Druga izjava pravi: alkohol in droge, to so glavni vzrok za družinsko nasilje. Ja, mnogokrat res, kajti ljudje lahko zlorabljajo svojega partnerja, ne da bi kadarkoli pili alkohol ali vzeli droge. Toda z alkoholom in drogami zlorabi lažje odpremo vrata. To je podobno, kot bi nalili bencina na oglje, ko prižigamo ogenj. Glavni vzrok za nasilje v družini je želja po nadzorovanju
in zastrahovanju drugih, ker je povzročitelj nasilja v sebi brez nadzora. Pogosto zaradi tega, ker v svojem otroštvu žal ni izkusil zdravega, ljubečega odnosa. Tretja trditev pa pravi: včasih pomaga, če zakonski partner pretepe družinske člane in potem se vse nekako umiri. Ja, seveda to tudi nikakor ne drži pod nobenim pogojem in v nobeni situaciji. Je pa treba povedati to, da včasih ljudje izvajajo nasilje, da bi si podredili svoje zakonske partnerje in otroke. Toda v pismu Efežanom v 6. poglavju 4. vrstici beremo: in vi, starši, ne grenite svojih otrok, temveč jih vzgajajte in opominjajte v Gospodovem duhu. V pismu Kološanom v 3. poglavju 19. vrstica pa beremo tudi: možje, ljubite svoje žene in ne bodite osorni do njih. S takim vedenjem morda dosežejo začasno podreditev v družini, ki pa vedno temelji na strahu. In tako se dom spremeni v prostor terorja, ker ni več varnosti. Če tepejo družinske člane, jih s tem ponižujejo, da bi se počutili majhni in nemočni. Bolj pomembno je, da postanejo čudoviti ljudje, ustvarjeni po Božji podobi. To dejanje je zavržno in ga je potrebno takoj nasloviti, tudi s posredovanjem ustreznih strokovnih delavcev in celo organov pregona. Četrta trditev pravi: žrtev bi lahko ustavila zlorabo, če bi se resnično potrudila. Ne bi se ravno strinjala s tem, zaradi tega, ker edino povzročitelj lahko, oziroma povzročitelj nasilja lahko ustavi zlorabo. Nihče ga ne more ustaviti, niti prisiliti v to, kajti povzročitelj, edino on je odgovoren za svoje dejanja. Toda žal je mnogokrat tako, da povzročitelj nasilja in seveda tudi drugi navadno krivi žrtev. In tukaj je treba se prebuditi in narediti korake v tej smeri, da žrtvi verjamemo, kadar govori o tem, da doživlja kakršnokoli vrsto nasilja. In še predzadnja trditev: pogosto se zloraba preneha brez zunanjega posredovanja, kar samo od sebe. Ne, to tudi nikakor ne drži. Povzročitelj nasilja se mora definitivno soočiti s svojimi osebnimi težavami, da bi lahko prenehal z nasiljem, in pri tem mu morajo največkrat pomagati drugi. To mora biti, jaz bi rekel, skoraj v vseh primerih poseg od zunaj. Zdaj, na kakšni ravni o tem lahko govorimo, ali je to strokovna pomoč potrebna, ali tudi, bom rekel, posredovanje policije, ali gre tle, če je to šele na začetku in je šele v razvoju, za en pogovor, odkrit, iskren in tudi, bom rekel, opomin nekoga, ki je temu storilcu blizu, ne. Najpogosteje seveda tega ne morejo storiti brez zunanje pomoči, kot smo rekli, zato tudi, ker se ljudje stežka odrečejo tej moči, ki jo začutijo v tem nasilju in tem manipuliranju. Če tudi se fizično nasilje lahko preneha, povzročitelj nasilja večkrat nadaljuje nadzorovanje žrtve, ne da bi izgubil nadzor nad sabo. Se pravi, fizično nasilje se ustavi, nadaljuje se pa čustvena manipulacija in drugačno maltretiranje. In še zadnja trditev, ki pravi: nekdo, ki je nasilen do partnerja ali otrok, bo nasilen tudi do drugega. Možno je, vendar redko kdaj, saj so povzročitelji nasilja v javnosti znajo biti izjemno prijazni, prikupni, samovšečni in všečni do drugih. In zaradi tega povzročitelja običajno ni možno razlikovati od drugih ljudi. In če se tukaj osredotočim na nekaj, kar pravi Sveto pismo, že Juda se je od drugih učencev navzven sploh ni razlikoval od drugih in nihče ga ni videl in mogel verjeti, da je Juda izdajalec, ne. Tako da tukaj bi veljala v bistvu previdnost, oziroma da res človeka vidimo v pravi luči, ne takega, kot se predstavlja na zunaj. Mislim, da je zelo pomembno razumeti, kar smo že prej malce odprli,
Zakaj žrtve nasilja ostajajo v nasilju, da ne zapustijo tega, ki jih muči? Namreč, ko mi gledamo od zunaj, se nam zdijo stvari zelo preproste. Pač naj odide, če mu je tam težko. V resnici pa to ni tako enostavno, kaj ne, Melita? Prosim te, povej nekaj več o tem, najprej predvsem za nas, da ne bi zapadli v neke sodbe in predsodke do ljudi, ki trpijo, pa ne zmorejo še oditi od krivih storilcev. Žal poznam kar nekaj primerih, ko so tudi žene in matere pretepene in ne upajo stran od svojega, jaz lahko rečem kar krvnika, čeprav se to malo grozno sliši, ampak nazadnje je res. In bi mogoče nekaj vzrokov naštela, zakaj ljudje ostajajo v toksičnih odnosih in v odnosih, kjer vlada nasilje. Žrtev nasilja je lahko od povzročitelja finančno odvisna in brez njega trenutno ne bi zmogla preživeti. Lahko verjame, da bi se ob odločitvi čustveno zlomila, pusti se poniževati strani povzročitelja nasilja, vse dokler verjame, da si ne zasluži spoštovanja. Lahko verjame, da je pretepanje, ustrahovanje in zmerjanje povsem običajno in da zakonskega partnerja pač ne sme zapustiti. Lahko se boji posledic, če bi se povzročitelju nasilja uprla. Tukaj velja omeniti, da povzročitelji marsikdaj grozijo z umorom, ubojem, tako kot žrtve, kot recimo družinskih članov in otrok, tudi to smo že slišali. In še nekaj, kar je tudi zame zelo zanimivo, je, da obstaja tudi sram, da bi kdorkoli izvedel, kaj se dogaja pri nas doma. Kaj bodo pa drugi rekli, je stavek, ki je ubil največ ljudi. In to še posebej velja, če cerkve gojijo idejo, da takih problemov kristjani sploh nikoli ne bi smeli imeti. Ne bi zdaj želela nekaj grdega reči, ampak poznam tudi primer, ko je bila gospa pri izpovedi povedala, da jo mož pretepa, ker je bil alkoholik, pa je rekel: gospa, potrpite, poročeni ste. Ni jo samo enkrat udaril, ampak to se je vleklo več kot 20-30 let. Je lahko pa še tudi en skrajen primer, da žrtev morda resnično ljubi povzročitelja nasilja in je to res težava, ampak res nikogar ne smemo obsojati, ker ne vemo, zakaj se je znašel v takšni situaciji, ne povzročitelja, ne žrtve, ampak vsekakor je treba ozavestiti, da nihče ne rabi na tem svetu biti žrtev kakršnega koli nasilja, ali psihičnega ali fizičnega. Hvala za to. Marko, zdaj si bomo pa še pogledali, kaj naši ljudski pregovori tudi nekaj povedo o našem razumevanju nasilja, o strpnosti do tega in kako lahko tudi si to pismo napačno razlagamo, češ da podpira. Ja, seveda, v naši tradiciji oziroma med našimi ljudskimi pregovori imamo kar nekaj, jih bom sam nekaj povedal. No. Šiba novo mašo poje, kdor ima rad svojo ženo, jo tepe, kjer je tepeš, tam je red, malo trpljenja ni še nikomur škodilo. Včasih je skušnjava, da bi celo besedilo iz Svetega pisma razlagali v smislu, da Bog uči nasilje nad otroki. A v Novi zavezi ni niti enega samega odlomka, kot sem že prej rekel, ki bi učil, da je nasilje nad otroki ali v družini sprejemljivo, dobro, koristno ali celo Bogu všečno. Še posebej ni primerjave Boga z očetom, ki tepe otroke, v smislu fizičnega ali ponižujočega nasilja. Obstaja pa en pogosto napačno razumljen odlomek, ali morda še kakšen, ki se včasih zlorablja za opravičevanje nasilja. In prav zato je zelo primeren za našo katehezo. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom. Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje, in te so deležni vsi, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Sicer pa svoje telesne očete smo imeli za vzgojitelje in smo jih spoštovali, mar se ne bomo veliko bolj pokorili očetu duhov in bomo živeli? Oni so namreč vzgajali le za nekaj dni in sicer po lastni presoji
ta pa v našo korist, da bi postali deležni njegove svetosti. Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. Kako bi lahko tole bolje razumeli, da bi nam bila ta beseda v spodbudo, ne pa v potrditev, da lahko tepemo svoje otroke? Ja, ključno pojasnilo pri tem odlomku je kar razlaga grške besede paideia, kar pomeni vzgoja, oblikovanje, spremljanje, ne pa pretepanje. Kakor mogoče bi lahko kdo zaznal v tem prevodu. Odlomek govori seveda o notranji rasti skozi preizkušnje, ne pa o nasilju med ljudmi. To seveda ni nikakršno dovoljenje staršem ali zakoncem, da povzročajo otrokom bolečino ali tudi komu drugemu. Bog seveda nikoli ne ponižuje, ne straši in ne zlorablja. Tako da lahko rečemo, da ta odlomek dejansko govori o božji zvestobi v stiski, ne pa o tem, da bi ljudje smeli povzročati stisko drugim. Mogoče bi tukaj povedali še tole, da je nova zaveza glede nasilja izjemno jasna. Tako lahko v pismu Efežanom v 6. poglavju v 4. vrstici beremo: Očetje, ne spravljajte svojih otrok v jezo, ampak jih vzgajajte v Gospodovi blagosti. Se pravi, v družini vzgoji ni prostora za strah, niti za poniževanje, ampak mora biti vse prežeto z blagostjo, ki je tudi, bom rekel, del božjega značaja. Ja, tako tudi v pismu Kološanom v 3. poglavju v 21. vrstici lahko preberemo tole: Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne obupajo. Sveto pismo prepozna psihološko škodo, ki je storjena z napačnim ravnanjem pri vzgoji. In to velikokrat vidimo tudi v življenjih tistih, ki jih poznamo, tam, kjer oče ni bil figura, model spodbujanja, ljubezni, dobre vzgoje, usmirjanja, tam so sinovi velikokrat poškodovani. Zdaj pa prisluhnimo pričevanju Borisa Koširja o tem, kako je preživel in se soočal z nasiljem v družini in kako je ga Bog osvobodil vsega. Prihajam iz družine, kjer smo bili 4 bratje. Moje otroštvo se je končalo, ko sem imel 10 let. Do takrat je bilo zelo lepo otroštvo. Odraščal sem v katoliški veri in nisem vedel, kaj točno se dogaja za zaprtimi vrati, ker me je mama ščitila. Pri 10 letih se je vse razblinilo, ko je oče nekega dne prišel domov iz službe in nam zagrozil, da moramo ven iz hiše in da se ločujejo moji starši. Takrat še nisem popolnoma razumel, kaj to pomeni. Oče je bil zelo fizično nasilen do mojega 3. brata, do nas ostalih pa bolj psihološko, občasno tudi fizično. Najbolj se je fizično znašal nad mamo in nikoli mu ni bilo mar za nas otroke. To je bilo kruto spoznanje pri 10 letih. Po ločitvi in padcu v revščino, ker je mama imela 4 šoloobvezne otroke in samo eno plačo, se je nasilje očeta nad mamo nadaljevalo v zelo hudi meri. In takrat sem spoznal, kaj to je in kakšen vpliv ima to na vse nas. Po mojem 14. letu se je to nekako ustavilo, ko se je mama drugič poročila in sem dobil sestro. Oče mi je bil bolj psihično nasilen do mene po rojstvu moje sestre. To je trajalo, dokler se ni mama ponovno ločila. Do nje je bil tudi fizično nasilen, vendar sem to zvedel šele kasneje. Od mojega 18. do nekje 24. leta sem bil jezen na cel svet in na Boga, ker nisem razumel, zakaj se moramo spopadati s tem. Kanček vere, ki sem jo imel v otroštvu in najstništvu, je izpuhtel in bil sem prepričan, da Boga ni, ker mu ni bilo mar za nas. Pri 24 letih sem spoznal človeka, ki mi je predstavil Božjo besedo in ljubezen, in po dolgotrajnih spraševanjih, raziskovanjih, branju in iskanju Boga sem pri 25 letih končno dojel, kdo Bog je in kaj je pravzaprav njegov načrt zame in njegova ljubezen. Kmalu zatem sem se tudi krstil. Bolj ko sem prebiral Sveto pismo in molil,
bolj jasno sliko sem dobival, kaj je Božja brezpogojna ljubezen. Ker stvari ne gredo čez noč, bi danes lahko rekel, da me je Bog peljal skozi preizkušnje nazaj k njemu in tudi razložil, da je bil vedno ob meni tudi v moji neveri in jezi. Leta so minevala in sčasoma sem prekinil stike z očetom, ker me je vedno poniževal in mi ni dajal očetovske ljubezni. To ljubezen pa sem našel v nebeškem očetu. Dolgo časa sem se boril z odpuščanjem očetu in očimu. Kako naj odpustim nekaj, kar je razbilo mojo družino in povzročilo toliko veliko škodo na čustvenem in fizičnem področju v naši družini? Iskal sem nasvete, rešitve in spraševal Boga, kako naj izpolnim zapoved ljubi svojega bližnjega in odpusti, kot je Jezus nam odpustil na križu. Po kar nekaj vzponih in padcih v veri me je nekega dne nagovoril Sveti Duh preko prijatelja iz cerkve, da je Jezus odpustil in pozabil na križu in da moramo to storiti tudi mi oziroma jaz. Predvsem pa zaupati Bogu in ga postaviti na prvo mesto. Kasneje, ko sem hudo zbolel in po tej bolezni, katero sem tudi prebolel, sem se še bolj naslonil na Boga. In danes lahko rečem, da mi je vedno stal ob strani, da je moja vera zrasla in se skozi preizkušnje tudi okrepila. Sčasoma sem očetu odpustil in tudi večinoma pozabil. Ravno tako očimu in učim se, kako biti bolj podoben Gospodu Jezusu. Pot do tukaj, kjer sem danes, je bila težka, polna solz, vprašanj, zakaj in trpljenja, pa vendar vredna hoje, saj je Bog vedno bil in je ob meni. Zelo mi je tudi pomagala zdravilna beseda, katero smo imeli v cerkvi in sem šel s praktičnim namenom skozi predavanja in vaje. Spoznal sem, da bolj ko se naslonim na Gospoda in mu zaupam, lažje je iti naprej. Po vseh teh preizkušnjah v nasilju doma, predvsem psihološkega, in spoznanju, da je Bog resničen in da je njegova obljuba vedno držala, lahko povem, da sem zaradi Jezusa Kristusa tu, kjer sem, poln vere, poln optimizma, v pričakovanju, kaj ima Bog v načrtu zame naprej in da sem poln Božje ljubezni. Po tem pričevanju Borisa Koširja, ki se mu res zahvaljujemo, da se je potrudil in se razkril tudi na nek način, se obračam k tebi, Melita, o odnosu med možem in ženo, piše apostol Peter takole v 3. poglavju 7. vrstica. Prav tako možje, z razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto. Se mi zdi tukaj, ko to slišimo, pa ni nobenih sledov o več vrednosti nekoga nad drugim ali o nekem nasilju. Kaj nas tukaj Bog poučuje? Bog je ustvaril ljudi po svoji podobi, tako da je lepo, če vsakim ravnamo s spoštovanjem. Možje morajo slediti zelo visokemu standardu, ljubiti svoje žene, kot je Kristus ljubil svojo cerkev. Ko se mož in žena poročita, obljubita drug drugemu, da se bosta ljubila in skrbela drug za drugega. Če oseba zlorablja svojega zakonskega partnerja, s tem obljubo prelomi. Druga oseba žal odnosa ne more popraviti sama. Hvala. Naš naslednji korak pa bo razmislek o tem, kako pa lahko mi, ki sicer ne doživljamo nasilja, ga pa opazimo, kako lahko pomagamo žrtvam nasilja v družini. Tiste, ki jih poznamo, kako smo lahko bližnji tistemu, ki trpi. Včasih je potrebno zelo malo za prvo pomoč, pa vaju prosim za nekaj konkretnih, dobrih navodil. Poslušajte, žrtev potrebuje nekoga, s katerim se lahko pogovarja, kar pa je lahko težko, ker povzročitelj nasilja svoji žrtvi pogosto preprečuje stike z drugimi. Izogibajte se zakonskemu svetovanju. Paru ne svetujte skupnega obiska pri svetovalcu, ker se povzročitelj nasilja pogosto v pričo svetovalca vede prijazno, doma pa izživi svojo jezo nad žrtvijo. Vprašajte žrtev, zakaj ostati?
Zakaj ostaješ v tem odnosu? Ne pritiskajte nanje, da bi odšli, temveč se tako, kot o pozitivnih stvareh, pogovarjate tudi o negativnih. Pomagajte jim spoznati začaran krog zlorabe. Pri tem so lahko podobe iz sveta veliko bolj koristne kot logika. Lahko jim na primer razložite, kako gospodari trenirajo slone. Gospodar priveže slona z verigo in kolom na tla. Slon se nauči, da ne more nikamor. Potem trener odstrani verigo in slon niti ne poskuša oditi. Še vedno misli, da je privezan na tla. Žrtev nasilja potrebuje pomoč, da spozna, da se povzročitelja nasilja lahko osvobodi. Poglejte posledice. Žrtev mora videti posledice nasilja pri njej sami in pri družini, kjer se nasilje vrši. Če so verni ali imajo kulturne vrednote, ki spodbujajo žrtev k temu, da ostajajo v nasilnem odnosu, je potrebno o tem spregovoriti. Ni njihova krivda. Pomagajte žrtvam razumeti, da niso krive za nasilje, ki se jim dogaja, temveč je kriv ta, ki ga povzroča. Bog vidi, kaj se dogaja, kot beremo v Psalmu 10. Edino povzročitelj nasilja lahko spremeni svoje vedenje. Postavite meje, jasne meje. Žrtev lahko postavi mejo svoje tolerance, kot na primer: če bo še enkrat udarila otroke, bom povedala župniku ali pastorju in te prijavila policiji. Ali pa, če se to zgodi le še enkrat, bomo odšli. Svoje odzive lahko žrtev vadi tako, da bo vedno pripravljena. Imejte načrt. Žrtev mora razviti varen načrt, kako izstopiti iz odnosa. Najbolj varen čas za odhod je, ko se ozračje umiri. Nikoli tega ne počnemo sredi katastrofe. Žrtev potrebuje prostor, kamor lahko gre in kjer je povzročitelj nasilja ne bo našel in do nje ne bo imel dostopa. Potrebuje praktično pomoč, kot na primer službo, včasih pa tudi pravno pomoč. Lahko bo odhajala večkrat, preden bo dokončno odšla. In zelo pomembna stvar, zdravljenje notranjih ran. Žrtev mora stopiti na pot zdravljenja notranjih ran in si poiskati ustrezno pomoč, tudi strokovno pomoč, ter ob svojem času odpustiti povzročitelju nasilja. Če je bilo zaupanje zlorabljeno, je potrebno nekaj časa, da se spet obnovi. Katehezo bomo sklenili z molitvijo za vse, ki povzročajo nasilje v družini, kajti tudi oni so potrebni molitve. Usmiljeni in sveti Bog, pred tebe prinašamo tudi tiste, ki so ranili druge. Tiste, ki so svojimi besedami, molkom, nadzorom ali dejanji povzročili strah, bolečino in ponižanje v lastnih družinah. Gospod, pretrgaj verige nasilja, ki se prenašajo iz roda v rod. Spremeni srca, da bodo naši domovi postali kraji varnosti in ne strahu. To te prosimo v Jezusovem imenu, v zaupanju, da je tvoja milost močnejša od greha in tvoja resnica močnejša od laži. Amen. S to molitvijo smo prišli do konca naše kateheze, govorili smo o nasilju v družinah, o tem, zakaj žrtve težko zapustijo nasilneža in kako lahko pomagamo žrtvam nasilja. V svetu, kjer se nasilje krepi, smo Jezusovi učenci poklicani, da nosimo mir, spravo in gradimo mostove. Da živimo duha blagrov. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Če pa se znajdemo kot žrtve nasilja, pa vemo, da moramo izstopiti iz začaranega kroga in poiskati pomoč. Hvala Melita in Marko za sodelovanje. Če želite vsebini kateheze prisluhniti še enkrat ali jo še komu priporočiti, jo najdete v našem podcastu Radijska kateheza ali na naši spletni strani Audio arhiv Radia Ognjišče. Seveda pa se lahko tudi pridružite kakšni od skupin zdravilne besede, ki jih koordinira Svetopisemska družba Slovenije. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, Melita, Marko. Hvala.
Srečno z Bogom. Ja, hvala za vabilo in lahko noč. Hvala tudi tehniku Boštjanu Smoletu za ureditev oddaje. Bodite z nami tudi naslednji katehezi v marcu. Z Bogom in lahko noč. Radijska kateheza.